Uvodna tekma zadnjega kola prve četrtine najmočnejše slovenske lige je bila odigrana na areni Petrol, kjer sta se pomerila Celje in Domžale. Trener Simon Rožman je v primerjavi s tekmo proti Aluminiju naredil eno zamenjavo v prvi enajsterici. Namesto poškodovanega Antonija Manceja je od prve minute začel Marko Alvir. Domžalčani so pred tekmo na lestvici zasedali 5. mesto s 14 točkami, Celjani pa so bili 4 manj 7. Tekmo so sredine igrišča začeli dvakratni slovenski prvaki, ki so drugič v sezoni zaigrali v belih dresih. Prva priložnost na srečanju pa v 8. minuti. Rudi Požek-Vancaš je podal v sredino, do strela je prišel Nino Pungaršek, meril pa je mimo leve vratnice. Sledil je kot za domačine podaja Čirjaka, podaljšal je Irfan Hadžić, na drugi vratnici pa žoge ni najbolje zadev Elvedin Džinić. 11. minuta, prva priložnost za Domžalčane, Bratanović je lepo prepustil žogo Balkovcu, ki je močno sprožil, na pravem mestu pa je bil vratar Matjaž Rozman. 24. minuta, podaja Balkovca, z glavo je poizkušal Elvis Bratanović, toda ni uspel zatresti mreže Celjanov. Na drugi strani pa je to uspelo Irfanu Hadžiću, ki je izkoristil lepo podajo Janeza Piška in v 25. minuti popeljal Celje v vodstvo z 1-0. To je bil tudi izid prvega polčasa, med odmorom pa dve zamenjave v ekipi Domžal, na mesto Morela in Batroviča sta vstopila Husmani in Repas. Prav Repas je začel hiter protinapad Domžalčanov v 47. minuti, Husmani je podal na desno do Alvirja, ta s prve v sredino proti Bratanoviću, ki pa iz neposredne bližine ni uspel izid izenačiti. 49. minuta, lepa dvojna podaja Husmanija in Široka, Širok je streljal z levico, gostje pa so odbili v kot. 61. minuta, pri žogi Žan Majer, podaja do Bratanovića, ta je na levi strani našel Marka Alvirja, strel Hrvata, na pravem mestu Matjaž Rozman. 65. minuta, prva priložnost za Celjane v drugem polčasu. Takole je do strela prišel Matej Podlogar, ki je meril mimo leve vratnice. 6 minut pozneje znova v napadu Domžalčani, predložek Široka, Travnar je podstavil glavo, izkazal pa se je Matjaž Rozman, ki je preprečil avtogol. Sledila je 74. minuta, pri žogi Slobodan Vuk, takole je podal sredino, prvič Dobrovoljc in še drugič Gabor Dobrovoljc za izenačenje na 1-1, torej Domžalčani so 16 minut pred koncem prišli do izenačenja in potem tudi krenili po zmago. Takole je prodiral Marko Alvir, podal je do Vuka, ta je sprožil, izkazal pa se je Rozman. 82. minuta, priložnost za Celjane, Džinić proti Hadžiću, toda na pravem mestu Adnan Golubović, in še 92. minuta, Domžalčani niso uspeli izbiti žoge. Takole je Podlogar bil spretnejši od Balkovca, meril v dolgi kot in v zadnji sekundi tekme poskrbel za zmago Celjanov z 2-1. Jaz moram reči, da je zelo slab prvi polčas z naše strani, tekalno, bom rekel, nedosledni, tudi bom rekel taktično, dejansko slabi. Drugi polčas moram reči, da sem zelo zadovoljen s predstavo, nekako smo z menjavami dobili tisto, kar smo si želeli že od začetka tekme. Je pa res, da bom rekel, če je mogla biti to šola, potem je to dobra šola, da nekako v zadnjih izdihljajih tekme, da žoge ne zbijemo, da se hočemo obračati oziroma striblati, kakorkoli že. Bom rekel, boli, še enkrat, če je bila to šola, upam, da smo se nekaj naučili in da se v prihodnje to več ne bo dogajalo. Domžalčani so prvo četrtino prvenstva zaključili na 5. mestu. Tekmovanje pa se nadaljuje že v sredo, ko bo na sporedu drugi občinski derbi v sezoni. V športnem parku Domžale se bosta Radomlje in Domžale pomerila ob 18:15.